Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi zadnji brifing velike nagrade Belgije, ki pa bo, opozarjam, malce kritičen. Mislim, da med nami navdušenci je znano dejstvo, da na progi v Spa-Francorchamju pogosto dežuje. Če je cel vikend brez padavin, je to že zanimiva izjema. A verjetno tistemu, ki si je tu izmislil imeti sprint, to ni bilo jasno. Kot da bi delal v nekem propagandnem oddelku in pravzaprav ne bi imel nekega realnega stika z motošportom, dirkami Formule 1. In tistemu, ki se je tu izbral imeti sprint, ne morem storiti drugega kot zaploskati. Seveda vsem sarkastičnim pridihom, ki ga lahko pri tem imam. Videli smo, da ta sprint, ki je bil tu v Belgiji, je začel z zamudo in je bil še skrajšan, ker nekdo ni predvidel, da bo deževalo. In kolikor ste pogledali uvodni prispevek, ni bilo presenečenje, da bo danes podobna situacija kot včeraj. Še sam sem nekaj takega napovedal in nisem vremenoslovec. A verjetno nekateri ne razumejo, da pravzaprav narediti zadeve zanimive za publiko, konec koncev je lahko tudi napaka. Kdaj pa kdaj se ne smemo spuščati na nivo onih, ki nič ne razumejo, ampak narediti zadeve takšne, da jih bo kdo spoznal in mogoče užival v tistih pravih formatih. A gre za moje osebno mnenje. A pojdimo raje k našemu zadnjemu briefingu, ki bo danes drugačen. Najprej si bomo ogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v sprintu, na to, ker praktično prostega treninga ni bilo, ne bomo govorili o ritmu, temveč o nastavitvah in na koncu seveda, kot običajno, moja napoved glede prihajajoče velike nagrade Belgije. Sprint, ki smo ga gledali tokrat, je bil na meji dovoljenega. Namreč le 11 krogov, ki pravzaprav niso dali priložnosti nekomu, da bi sploh lahko začel s tistimi pravimi napadi. Max Verstappen je seveda na drugem nivoju, kjer nima nobenih težav. Tudi njegova prednost je takšna, da je lahko sproščen, tudi če bi odstopil, to ne bi pomenilo nič takšnega in zato smo ga videli, kako je z lahkoto prehitel Oskarja Piastrija. A Oskar Piastri je talentiran, kar je pokazal že v nižjih formulah in tokrat ni napravil nobene napake. Res, Max ga je prehitel, ampak če pogledamo rezultate tistih petkovih kvalifikacij, nam je tudi jasno, zakaj. A konec koncev, sam Piastri je pokazal, da zna tudi pod pritiskom voziti zbrano in predvsem hitro. In še zdaj mi ni jasno, kaj so razmišljali pri ekipi Alpine, ko so ga tako nespretno spustili k McLarenu in seveda odgovorni so tudi za to napako plačali izjemno visoko ceno. Ne smemo mimo dejstva, da tu na progi v Spaju smo videli, da tudi pri Red Bullu ni vse tako, kot bi moralo biti, ampak zaenkrat se težave pojavljajo samo na bolidu, ki ima številko 11 in ne onemu, ki ima številko 1. Tudi to je neka iztočnica, o kateri bo veljalo verjetno razmisliti. A videli smo, tudi če pogledamo v 11 krogih, da na sami progi je bil Mercedes izjemno hiter, je bil McLaren konkurenčen, Ferrari niti toliko ne. Vemo, tisti postanek pri obeh voznikih je bil pod vsako možno kritiko.
Pustimo sedaj pri strani rezultat, kjer sta tako Carlos Sainz mlajši kot Charles Leclerc pridobila 2 mesti zaradi kazni Hamiltonov in zaradi odstopa samega Pereza, ampak to tistega vtisa, ki smo ga lahko dobili med spremljanjem, ne popravi. Lewis Hamilton, kljub vsemu, kljub kazni, ki jo je dobil, zaradi trka s Perezom je pokazal, da konec koncev njegova prisotnost v Formuli 1 je več kot zaslužena. Napadel je in ga prehitel. In tu se moramo zavedati nekega bistvenega dejstva. V Formuli 1 je glavno to, da se prehiteva. In zopet prihajamo na tisti uvodni del, kjer sem dejal, da skrajšani sprint v bistvu ni imel nekega velikega smisla. Že tako je sprint skrajšana oblika dirke, ki naj bi trajala okrog 100 km ali tu v Belgiji 15 krogov. In seveda zaradi vremenskih razmer so jo skrajšali na 11, ampak po drugi strani, če pogledamo Landa Norrisa, v bistvu ni dobil nobene priložnosti, da bi sploh skušal napasti Charlesa Leclerca. Charles Leclerc je esenca samega sebe. Ampak zakaj je do tega prišlo, bomo morda ugotovili v tistem drugem delu. In videli smo tudi v zadnji fazi, kako je kar naenkrat začel pridobivati George Russell. In tudi to bomo lahko pojasnili samo z nastavitvami. A vseeno lahko bi dejali, da na progi v Spaju je Max s svojim Red Bullom tam daleč spredaj, ampak takoj za njim, zanimivo, lahko vidimo McLarena. Ferrari, vsaj po tistem, kar smo lahko gledali na samem sprintu, ni bil tako konkurenčen in Mercedes je pokazal boljšo formo kot na veliki nagradi Madžarske. A jutri je nov dan. Napoved je sončnega vremena, ki pravzaprav bo lahko vse obrnilo na glavo. A poglejmo si sedaj v našem drugem delu, kaj sem hotel povedati z analizo nastavitev. O kakšnem ritmu ne moremo govoriti, kajti prvega prostega treninga sploh ni bilo in v vseh ostalih delih nismo mogli dobiti niti delčka podatkov, ki so potrebni za ta izračun. A imamo 2 glavni smernici, kako so vozniki oziroma ekipe nastavili aerodinamično same bolide. Imamo tisti izbor, kjer so izbrali malce več aerodinamičnega oprijema, kjer so v bistvu izbrali višji kot pomožnih profilov, kar vozniku pomaga v drugem tehničnem sektorju. In to lahko govorimo, da so si izbrali pri Red Bullu, pri obeh voznikih, pri McLarenu in pri Mercedesu z Georgeom Russellom. Po drugi strani je varianta, kjer se kot pomožnih profilov zmanjša in pridobiva v prvem in tretjem sektorju. Olajšano je tudi prehitevanje, a takšen izbor so naredili pri tovarniški ekipi Mercedes, kar se tiče Lewisa Hamiltona, in oba Ferrarija sta tudi s takšno aerodinamično podobo. Tudi to lahko po svoje razloži, zakaj sta Carlos Sainz mlajši in Charles Leclerc tako konkurenčna na samih kvalifikacijah. Na en sam krog to popolnoma deluje. A seveda, po drugi strani ima tudi slabše strani takšen izbor. Naprimer, zaradi tega, ker v drugem sektorju bodo morali malce več izkoriščati pnevmatike, bo prišlo do temperaturnih nihanj, kar vodi v teoriji do degradacije. In izbor, ki smo ga tu spoznali na veliki nagradi Belgije, je C4, C3 in C2. S tem, da bi vas rad spomnil na nekaj. Na zadnjih 3-4 velikih nagradah so pri skuderiji Ferrari dobro delovali samo z 2 mešanicama, C5 in C4. Že z mešanico C3 so začeli imeti težave, C2 pa nasploh, da od C1 niti ne govorimo.
A videli bomo jutri, kako se bodo zadeve obrnile, ampak bodite pozorni na tisto, kar se bo dogajalo pri Ferrariju in Hamiltonu na eni strani in pri obeh Red Bullih, obeh McLarenih in seveda Russellu na drugi strani. Gre za dva popolnoma različna koncepta, ki bosta lahko skozi celotno veliko nagrado pripeljala do čisto nasprotnih rezultatov. In sedaj je na vrsti še moja osebna napoved, kar se tiče strategij. In ker se je sprint pravkar končal, mi lahko verjamete, da nisem imel fizičnega časa ne iskati, še manj pa prebrati kakršnokoli napoved, ki so jo napravili pri Pirelliju ali pa bilo kje drugje. Lahko so moja predvidevanja čisto napačna, a o tem se bomo pogovarjali v samem komentarju dirke, kjer bomo primerjali mojo napoved s tistim, kar bodo povedali pri Pirelliju, in konec koncev to bomo dali na preizkušnjo z rezultati tistega, kar so ekipe v resnici pokazale. A seveda lotimo se naše analize. Sam sem nekako predvidel, da tu v Belgiji mora voznik se ustaviti najmanj dvakrat za menjavo koles in seveda pnevmatik. Tu moramo biti pozorni, kajti krog je dolg 7004 metre, zato nekaj krogov razlike med eno in drugo varianto pomeni v resnici kar bistveno večjo razdaljo. Ampak prva varianta je začeti na pnevmatiki soft, približno 10 krogov, in nato dva dela na pnevmatiki medium, ki bosta dolga tam okrog 17 krogov vsak. Seveda možno je, kot zmeraj, tudi te dele med seboj zamenjati, ampak menim, da začeti na pnevmatiki soft nudi določeno prednost. A obstaja alternativa. Začeti na pnevmatiki medium, odpeljati 14 krogov, nato ponovno medium za nadaljnjih spet 14 krogov in hard za 16 krogov. To je varianta, ki bi si jo lahko izbrali tisti, ki bodo imeli težave z degradacijo. Kdo bo ta, ne vemo, ne mi in verjetno niti ne v ekipah, kajti prostih treningov v resnici ni bilo. In imamo še tretjo varianto, ki je pa nekako kombinacija prve in druge in nekako omogoča tudi menjavo sredi same dirke. Začeti na pnevmatiki soft, odpeljati približno 10 krogov, nato pnevmatika medium za 14 krogov in na koncu še pnevmatika hard za preostalih 20 krogov. Ukolikor bi imel voznik težave s tisto pnevmatiko medium, da bi srednji del preveč skrajšal, obstaja možnost, da namesto drugega seta medium natakne hard in seveda pride do konca. A videli bomo, kaj bodo v resnici se odločili v ekipah in če so moji izračuni, moja predvidevanja ob tako skupih podatkih sploh realna. Kar se tiče zadnjega briefinga, kot ste dobro razumeli, je pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.